Moje ime je Sebastian Pregl. Sem pisatelj, živim in delam v Ljubljani. Večina mlajših bralcev me verjetno pozna po zgodbah s konca kamene dobe. Zgodbe so postavljene na področje Ljubljanskega barja, ki ga je pred 5200 leti, ko se odvijajo, prekrivalo jezero. Jezero se je raztezalo približno od Ljubljane pa nekje do Vrhnike in na njem so si naši davni predniki postavljali bivališča, ki si jih imenujemo kolišča, njih pa koliščarje. Glavni junak serije je 9-letni deček Brin. Je tak malo bolj suhac, ampak je zelo radoveden in pogumen. In ta njegova radovednost in pogum ga ženeta naprej in naprej v zgodbi. V drugem delu deček Brin spozna deklico Črno, ki živi na sosednjem kolišču, in potem sta si podobna. Tudi ona je radovedna in tudi ona ne čaka samo to, kako bo z mamo skupaj pripravljala hrano ali pa nabirala gozdne sadeže, ampak jo zanima veliko, veliko več. In ta radovednost otroka žene na pot. Njuni starši, zlasti očetje, so prepričani, da je naš svet do tja, kamor vidimo. Tam na koncu obzorja so visoke gore, za visokimi gorami so še višje gore, za njimi je pa konec sveta. Ampak Brin in Črna, ki sta slišala od potujočega trgovca, ki se imenuje Piskač, o nekih drugih deželah ob morju, očetom ne verjameta in tako se podata na dolgo in nevarno pot. Na tej poti Brin in Črna spoznata različne rodove in različne ljudi. Večina ljudi je prijaznih, je pripravljenih pomagati otrokoma, ki sta na poti, sem in tja, pa se najde tudi kakšen tak, ki je nevaren in njemu se je treba izogniti. Brin in Črna na koncu prideta do morja in tudi tam slišita zgodbe o tem, da na drugi strani morja ni konca sveta, tako kot trdijo njihovi očetje, ampak njuna pot se tu pravzaprav zaključi in počasi se vrneta proti domu. Ker so pa poti različne, v bistvu ne odideta proti domu, ampak se napotita nekako malo preveč proti severu in tako spoznata še druga koliščarska naselja iz tistega časa. No, zdaj, da ne bom razkril vsega o sami zgodbi, mogoče povem nekaj še o tem, kako sem se pravzaprav lotil zgodbe, kaj je bil navdih in tako naprej. Ko sem začel pisati zgodbe s konca kamene dobe, sem imel v mislih predvsem fante, ki ne berejo tako radi, in pa punce, ki jim zgodbice o princeskah in mavričnih enorogih niso dovolj. Čeprav tudi z mavričnimi enorogi ni nič narobe. No in probal sem napisati zgodbo, ki je dinamična, ki je zanimiva, ki pa hkrati naše mlade bralce tudi nekaj malega nauči. Pri tem sem uporabljal vire arheologov, ki se ukvarjajo pač z našo preteklostjo, in tako sem v zgodbo vključil na primer najstarejše kolo na svetu, ki so ga odkrili prav na Ljubljanskem barju. No, ta del sem pa pripisal Brinovemu stricu. Na kolišču so ga imenovali Oblak, to zato, ker je imel glavo ves čas v oblakih in sploh ni bil pri stvareh, pri katerih so bili drugi. Večini ljudi se je zdel nekoristen, kajti človek je ves čas sedel pri svoji koči, neki razmišljal, neki delal iz lesenih paličic, nikoli pa ni šel na lov, ni šel na ribolov, ni pomagal postavljati koč, ampak na srečo je bil njegov oče, ded Volk, ki je bil tudi ustanovitelj kolišča in oče rodu, tako pameten, da je sina obdržal na kolišču in je rekel, sej dokler pa ne bo naredil kakšne večje škode, je pa lahko z nami. Odlomek, ki ga bom zdaj prebral, sem izbral zato, ker se mi zdi, da pravzaprav pove veliko o Brinu, kakšen fant je to bil, kako je razmišljal. Ne nazadnje pa pove tudi to, da se otroci v tistih daljnih časih niso tako zelo razlikovali od današnjih otrok. Seveda niso imeli pametnih telefonov, niso imeli tablic in računalnikov, ampak njihova radovednost je bila pa prav takšna, kot je danes vaša. Zanimalo jih je marsikaj, hoteli so priti do odgovorov
In predvsem niso vedno verjeli staršem. In prav je tako. Z vrha hriba. Ko sta bila na vrhu hriba, je oče obstal in se razgledal. Ni se videlo prav dosti, saj je bil vrh zaraščen z gostim drevjem. V glavnem so bile bukve, vmes nekaj jelš, hrastov, ob robu pobočja par temnih smrek. Drevje je bilo polno napetih brstov, ki se bodo zdaj začeli odpirati in bodo veje že v kratkem polne svetlih listov. Pridi, je oče začel plezati na najmočnejši hrast. Brin je plezal za njim. Najprej so bile veje okrog njiju goste, a so se hitro redčile. Kmalu sta bila tako visoko, da so le redke veje segale do njiju. Vse, kar vidiš, je naš svet, je rekel oče, ko je stal na najvišji veji, ki ga je še držala. Tam spredaj so gore, je iztegnil roko in prst. Brin se je zastrmel v zasnežene vrhove gora. Kaj je tam čez? Je vprašal. Nihče ne ve natančno, je odgovoril oče. Za visokimi gorami so še višje gore, tako visoke, da sneg nikoli ne skopni in se led nikoli ne stali. Za njimi je konec sveta. Oče je nekaj trenutkov molčal, potem je dodal. Podobno kot se svet na drugi strani konča z veliko slano vodo. Od vode naprej ni nič, tudi tam je konec sveta. Ampak ljudje, ki prihajajo daleč, ne govorijo o koncu sveta, je rekel Brin. Ja, mu je prikimal oče, prihajajo in nič ne rečejo o koncu sveta. Imajo svoje skrivnosti, mi pa svoje. Se je nasmehnil, da so se mu ustnice privzdignile in so se pod temnimi brki pokazali rumeni zobje. Brina je zanimalo 1000 stvari. Zanimalo ga je, kje je sonce, ko ga ni na nebu, in kako to, da sonce ali luna ne padeta z neba, pač pa se kotalita visoko nad glavami ljudi, vedno po isti poti. Zanimalo ga je, zakaj so pozimi dnevi kratki in poleti dolgi, kako oblaki vejo, kdaj morajo na ljudi spodaj izlivati vodo in kdaj stresati sneg. Zanimalo ga je, zakaj znajo ptice leteti, ljudje pa ne, in zakaj lahko ribe plavajo pod vodo in jim ni treba priti na površje po zrak, človek pa mora. Zanimalo ga je, kje si, preden se rodiš, in kam greš potem, ko umreš. Imel je še 1000 vprašanj, vendar Brin z vprašanji ni silil v očeta. Brinov oče je bil praktičen mož z velikimi šapastimi dlanmi in močnimi rokami. Vse je znal narediti. Bil je najboljši lovec in najspretnejši ribič daleč naokoli. Govoril pa ni veliko. In kadar je govoril praktične stvari. Ni ga begalo, od kod prihajajo oblaki in kam odhajajo. Ni se spraševal, kaj je za najvišjimi gorami in kaj na koncu velike slane vode. Bil je zadovoljen z odgovorom, da je tam konec sveta. Brina pa je zanimalo, kaj je naprej od tam, kaj je na drugi strani od konca. Brin je bil prepričan, da obstajajo tudi drugačni odgovori od očetovih. Dobro se je spomnil tujca, ki se je ustavil na kolišču, preden se je začela zima. Moški je veliko povedal. 3 večere, ko je bil pri njih, so sedeli pri ognjišču in ga poslušali. Bili so tiho, kot bi govoril ded volk. Brin si je mislil, da lahko odgovore dobi od njega, ko se bo naslednjič zglasil. Ali pa jih poišče sam. Zato z vprašanji ni nadlegoval očeta.